Road. Ne gre. Oh my god, sploh ne moreš obrniti, ko delaš takole streamaš. V redu. Prvič probaš, pa ne gre. Ok, se nič za to. En lep dober večer, Tanja Skaza z vami. Četrtek 2020, sedim na svoji terasi. Evo, konec, jaz temu rečem časi konec poletja, po drugi strani pa nikoli ni konec poletja navznotri, če ga čutimo. Zakaj? Če čutimo to toplino, to srečo in to potem prenesemo naprej. Vseeno bi želela nekako obrniti na drugo stran, pa ne vem, če bo to šlo, kaj ti. To pomeni, da bo tako potem ekran, vse bo črno. Ja, ne gre. Ne veš, to pa nismo pogledali, zato ker takoj stream in pa gremo kar streamati na polno. Dobro, danes je tema, da se dotaknem, zakaj 5-dnevni retrit, kaj je cilj tega 5-dnevnega retrita. Evo, spiriti me že spremljajo, vse polno, so že kar dimi okrog. Zakaj sem se odločila, kaj lahko dam, da odgovorim na nekaj vprašanj, tista, katera so se pojavila, da bom iz tega tudi dobila, hvala, punca za kompliment, pa tako, ampak ste vse lepe, saj veste, ko meni rečete, da sem lepa, pomeni, da ste tudi vi čudovite, res ste čudovite, ampak ja, tako je prav, da eni in drugi povemo, ker s tem tudi potem širimo to ljubezen, to povezanost, to srčnost in gradimo odnos. Ok, ker pa je to zdaj malo drugače, je pa prav, da se držim nekega redosleda in sem si tudi napisala. Tako, glih danes sem dobila povabilo, če bi se udeležila neke konference v Ameriki, da mi ponujajo 3-krat večjo prodajo, da mi ponujajo ne vem, katere vse trge, vse dejansko tisto, kar bi človek si želel. Jaz vam tega ne morem obljubiti, vem pa, kaj vam lahko obljubim na retritu. Najprej, kaj vam najbolj obljubim, da boste spoznali ljubezen do sebe in s tem si boste zaupali, s tem boste mirne, čutile ta notranji mir, se zavedale, kaj pomeni sreča. Ne boste pogojevali srečo in denar, kajti to marsikdo enači, marsikdo reče, če imaš denar, lahko imaš tudi si srečen, to ne drži. In potem je tudi, marsikdaj se tako zgodi, da pol, ko imaš denar, sploh ne smeš jamrati, ker nekdo lahko reče, ta ima polno denarja, polno rit vsega in ne more jamrati. Ali za moškega, kakorkoli. To pomeni, to vam lahko obljubim. Lahko vam obljubim, da boste spoznali, da lahko sedite čisto mirno 3 ure, 4 ure in da ste v svojem notranjem miru in da začutite, kaj pomeni sreča. Kaj pomeni sreča? Kaj je to, da smo mirni, da čutimo ljubezen? Ker marsikdaj, če smo zelo nemirne ali pa nemirni, sploh ne čutimo tega duha, ki ga imamo noter v sebi. Sploh to pomeni, da je duša ločena od nas in smo nekje, oziroma sploh si ne sledimo. To pomeni, to je prva zadeva. Kako pa bomo to naredili? Tako da imam nekaj postavk, da vam podelim in sačno upam, da bom poskušala biti kratka in to povedati v 20 minutah. Kako lepo mi napisala, lepa dušica. Draga Irena, tudi ti. Ko vidimo dušico lepo, vemo, da smo tudi mi lepa dušica. Zaradi tega, ker ne čutimo te ljubezni, ker ne čutimo tega notranjega mira in svoje sreče, ne znamo določiti prioritet. In se nam vse zdi prioriteta. Vse bi delale. Jaz se spomnim svojih dni. Ko sem šla na sestanek, ni mogel biti en sestanek, jih je moglo biti 6. Ko je bil en pogovor, ni mogel biti en pogovor, jih je moglo biti 5. Ko so bili letni razgovori, nisem imela 3 letne razgovore, sem jih imela 10. To meni vedno je bilo tako, ker kao s tem si ti bolj učinkovit. Vendar pregovor pravi, hiti počasi. Razmisli, kaj boš vzel za danes kot prioritete in tiste postavi v ravnovesju s srcem in umom. Druga zadeva, katera se nam najbolj dogaja, je ta strah, ki ga imamo. In ta strah se ponavadi spremeni v stres. Zato je toliko veliko teh burnoutov, izgorelosti, utrujenosti, zaradi tega, ker delamo nekaj, kar nas je strah, ali bomo uspešni, ali so to sestanki, ali je to, povedati šefu tisto, kar mislimo, ali se dogovoriti s svojim kupcem, pa mu povedati, da je prav, da mu zviša ceno in tako naprej. To je strah. Ampak ta strah
potem mi spremenimo v stres. In smo skozi v stresu, po drugi strani pa tako, ko v nekaj močno verjameš, takrat zaupaš, ne dvomiš, spustiš, bo prišlo in se samo to odvije. Tako da, to zaupanje se največkrat dogaja. Ok, in ta tretja točka? Ja. Kako povezujemo? Denar povezujemo resno z srečo. No? Ampak denar vam daje varnost. Absolutno je lepo imeti denar. Ne morem reči, da ne. Res lepo. Zato, ker ti daje varnost, ti daje sigurnost. Na nek način ti tudi daje moč, da pristopiš pa da rečeš, ok, grem korak naprej in bom naredil nekaj, kar mislim, da je to prav. Ana? Definitivno ti tudi da vpliv. Ana? Lahko imaš vpliv. Ampak to že potem nastopa ego. Ana? Ego, ker rečem, jaz sem boljši kot ti si. Ana? To je kombinacija ega. Kako pa bomo na retreatu te 3 stvari spoznale in, drage moje, ja, ste dame bom peljala, obljubim pa, da naslednjo leto vzamem pare. To mi še gre, medtem ko najbolj se počutim pa pristno, sigurno, ko imam ženske in ko te ženske spodbudijo svoje moške. To pa je nekaj najlepšega, to vam pa ne znam povedati, to pa se kar sama topim. Ok, kako bomo? Na kak način se bomo soočili z izzivi? Ker kateri izzivi se noter pojavljajo? Prvi izziv, kateri se pojavlja to, da resnično konstantno dvomimo. A je to v redu? A smo to prav naredili? A bi bilo to v redu? A je to ne? In ti dvomi izhajajo iz tega, ker imamo bolečine iz otroštva, nisem dovolj dobra, nesigurnost, nisem dovolj vredna, potem nesprejetost, karkoli izmed tega. In te bolečine bomo mogli odpreti. Jaz se opravičujem, jaz ne morem vse v zvezde kovati, pa vse bomo se sem smejale. Najprej bomo odprli te bolečine, kar pomeni, da boste skupaj jokale z nekom, se smejale, pobile, da niste edine, da tudi ona na tej strani ima čisto enako bolečino, kot jo imate vi. To pomeni, da je to vse podobno, da ponavadi se tudi podobni ljudje najdejo. Jaz pravim, prišle boste točno takšne, kot sem jaz. Kaj to pomeni? Lahko, da ste v letnici 2004, lahko, da ste v letnici 2010, 12, 14, 22, 20, katerikoli, ampak imate moje vrednote, podobne vrednote, kot jih imam jaz, podobne bolečine, podobne izzive, sem da zdaj sem že šla skozi te izzive. Seveda se še vedno kaj najde, ker ko je konec teh izzivov, pol tako veste, pol je čas, v raj in pride novo življenje. To pomeni najprej, da se bomo to soočili s temi izzivi, bomo pile tudi sveto medicino Bobinsano in to bomo delali prvi dan in drugi dan, kar pomeni, bomo šle v sebe, v osamo in bomo spoznali, s čem se borimo. Kaj je tisto, kar je naša borba notri, kje se ta borba kar naprej dogaja. In boste videli, ko si dovolite, ker, a veste, stavek, ki bi res želeli, da si ga zapomnite. Človek, ki upa deliti svoje rane, je lahko ranljiv, ampak je vedno v vlogi zmagovalca. To pomeni, ko jaz povem svojo bolečino, odpiram vrata, da pride učitelj in da ta učitelj mi pomaga pozdraviti mojo rano. Ko pa je meni nerodno, sram povedati mojo bolečino, moj strah, to meni, ker to je strah, ja, jaz pa to ne, to pa ni prav in tako naprej. Kaj se vam dogaja? Vedno več podobnih ljudi pridobite v svoje življenje, zaradi tega, ker imate večje preizkušnje. Ne dobite učitelje, dobite še večje učence z večjo bolečino. To pomeni, primer dam. Ko mi je bilo nerodno povedati, da nisem za odre, ker stojim v tujini in govorim angleško, in sem zdržala, pa ne bi to povedala, pa bi, pa ne bi, rajš ne bi. Kaj se je začelo dogajati? Ja, privlačila sem čisto podobne ljudi, ker so isto tako imeli izziv z angleščino, isto so imeli tremo, tako kot jaz. Ko sem to spustila, veste, kakšni so prišli? Taki, ki so se mi smejali in so mi rekli, Tanja, pa to je mala malca, pa to kar z lahkoto gre in tako naprej. To pomeni, bolečino, ko jo odpremo, pride učitelj. Dokler bolečine ne odpremo,
ne pride učitelj. Ok, to je ta druga in te bolečine je prav, da jih pozdravimo. Sveta medicina nam bo pomagala in vsekakor, kaj nam bo pomagal obred. In obred ljubezni, to pomeni retrit, je samo podaljšana verzija obreda ljubezni, seveda sem še cel kup drugih stvari dodala zraven. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker sem videla, da resnično zmanjka ljudem na začetku, da se mi odprejo. Eni so tako dobri, ene so vrhunske, da ne rečem, moški še pa bolj. Moški prav znajo ta racionalni duh, plačam, vem, kaj imam izziv, pridem, povem. Pri ženskah še pa vedno ta sram, skrit noter krivda, a je prav, da povem, jaz sem to, direktorica sem, ne morem to, se zgovarjamo na druge in v tem primeru pač nekaj časa rabimo. No in zdaj sem raje drugače odkrila. Najboljša varianta tako, en teden preden gremo, se bomo tako in tako dobile. Predtem bomo že pa mesec slišale, vedno vsako imam individualni pogovor, zato da resnično želim čutiti izvor njene bolečine. In verjamte mi, da vam ga bom našla. Pri vsaki. Zakaj? Pridete podobne meni. To pomeni, sigurno je del nečesa, kar je tudi del mene. Potem, en teden pred tem se bomo dobile, ker je namera je gladka, čista, vemo, kaj želimo in sigurna sem, da želite tudi vpeljati v svoje življenje lahkotnost, da boste vse delale lahkotno, da ne rabite za vsako stvar se tresti, da je to v redu, imeti petko, perfekcionizem, the best of the best, ni potrebe. No? To meni na obredu ljubezni je to, ko se povežete z višjim jazom in začutite to vso svojo lepoto, kdor v resnici ste in takrat začutite, ko nimate nobenega bremena, ker tako vse odpade. Jaz sem prepričana, da vsi ti obredi so mi pomagali v tem delu, da sem res ozavestila svoje blokade. In naprimer, da kogarkoli prije, en se mi zadere, drug to, ne vem, a veste tako, v službi, pa ga gledam, nikogar več ne sodim, ker vsakemu notri vidim, katere ima bolečine. Točno vem, ko človek napade, kakšen je vzorec. Ko je mulas, točno vem. Ko gre, ko zbeži, vem, kakšen je vzorec. Za vsako, ali pa ko se pojavi v vlogi žrtve, za vsako zadevo vem, kje je izvor tega, da lahko to pozdraviš. Ok, to meni je drugo. S tem se bomo srečali. To meni te negativne občutke dobimo pa predvsem strani okolice. Veliko damo na to, kaj okolica misli. Samo, kaj okolica misli? A je okolica, a bo to v redu? Kaj pa, če mi ne bo uspelo? Kaj pa, če mi bo uspelo? Kaj pa bojo rekli? A je to v redu? Ta okolica, mama, veste, kaj bi zdaj rekla? Ja, bom točno to rekla. Kao, še v knjigi sem napisala. Ne lepe ženske oziroma dame ne govorijo, ampak veste, kjer mi pa tako gre. Fakt, to pa res ne. Kaj me brigajo drugi? Drugi mi ne plačajo položnice, drugi ne skrbijo za mojo srečo. Drugi niso tisti, ki vejo, ko jaz jokam, da me znajo potolažiti, ampak oni so tam in oni mene vidijo tako, kot me želijo videti. Kako me vidijo, je njihovo. Kar pa jaz čutim, je pa moje. To meni negativne občutke so del okolice. Sem nekaj sem si še napisala, kaj je, in definitivno je del osamljenosti, del tega staršev, zaradi tega, ker v taki družini, kot ste živeli, primer, če je vaša družina živela, da so se vsi imeli zelo radi, da so se vsi imeli v družini zelo radi, vi ste znali ta odnos graditi tudi s partnerjem. Da pa v družini je bilo veliko, ne vem, zdaj tako, ponižanja, posmehovanja, tišine, to pomeni, da se nekdo, ki ima izziv, raje umakne, ne govori, veste, to kar 3 dni, nič govora, mislim, jaz to glih ne poznam, ampak si predstavljam, kako mora biti, ko 3 dni, kao nič ne govoriš, čist nič. In vse te stvari privlačijo negativne občutke in smo tem blizu in prav lahko pogledate
ko bo nekdo dal negativno informacijo ven, jaz prav včasih mi tako prileti, kdaj, ko je nekdo tako fejs močno agresiven. In tudi, če greste pogledati en moj video iz 2 leti nazaj, ko sem delala eno konferenco in so mi pisali, kako bi mogla delati zastonj, in tam sem res se izrazila, sem rekla, pa dejte, no, pa se ne morem. Tisti video najbolj gleda, tisti ima čez 35.000 ogledov. Zakaj? Zato, ker ljudje jim je to blizu. In tisto, kar jim je blizu, lučka se mi ugaša, pa tako, upam, da me vsaj vidite, no, na polovico. Dragi moji, jaz se opravičujem, zdaj sem tudi mojim zakuhala, ker po moje hočejo ta video deliti naprej, zdaj je v tem formatu, če bo potrebno, ga bom pa še enkrat posnela, ampak ga bom na retreatu, ker odhajam. Okay. In ta tretja stvar, katera je tudi pomembna, samo malo, je pa, da se znamo, ta notranji nemir. Notranji nemir, ki je v nas, ki je konstantno jaz mislim, da bi bilo mogla lučko prižgati ali je v redu. Me vidite. Ker zdaj jaz drugače vidim, kot po moje vi vidite. Notranji nemir je pa to, ker nimamo mi 4 naše stebre uravnovešene. Bom vesela, če mi bo Kira napisala, da se me v redu vidi, da potem ne rabim iti lučko prižgati, če pa me ne vidite, bom pa šla zunaj prižgati lučko, pa tudi slišite, tudi pri nas imamo čiričke, ker jaz sem tako obdana z gozdom. Na to stran imam cesto, ne glih zraven, ampak malo naprej, ampak sem obdana z gozdom. Nemir, to pomeni so 4 stebri. Škoda, da nimam, hvala, Marica, hvala. Škoda, da nimam listka, če se spomnite, imam napisano tako in to res je bilo eno izmed najbolj pomembno zame, da sem sama sebe dala v nek svoj steber. Najprej je zelo pomemben ta fizični steber. Kako mi, kdo smo, kako smo, ali skrbimo za svoje zdravje, kaj jemo, fizično naše, ali karkoli počnemo, da se počutimo dobro. Masaže, karkoli, punce, tudi malo masaž je potrebno. Jaz imam vsak teden masažo, mi ful odgovarja. Drugi steber, kateri je močen, je umski. Tudi za je potrebno poskrbeti. Poskrbeti na način, kaj se naučimo, ali prebiramo nova znanja. Ne 24 ur, absolutno ne. Knjige, raziskave, tisto, kar vam leži, kaj bi lahko naredili boljše v vašem delu. To meni konstantno iščete nekaj, kar bi bilo dobro za vas. Ta tretji del je pa čustven del. Koliko si dovolite pokazati svoje čustva. Naprimer, ko sem jaz sama pri sebi začela delati, hvala, vidim, da ste zlate, da mi vse lepo pišete, super ste. Ko sem začela delati konkretno na sebi, se mi je začelo to dogajati, da sem skozi jokala. Tako, karkoli se je zgodilo, sem jokala. Sem bila zelo jokava. In se spomnim, da mi je Tijan skozi govori, pa daj mami, nehaj kar naprej jokati. No, to pomeni, to so 3 stebri. In seveda odprto srce, to govorimo čustveno. Ko imamo ravnovesje, srce in sta v ravnovesju. 4. steber, ki pa je zelo pomemben, je pa to, da se zavedate, da včasih ne rabite nič govoriti in se čuti vaša energija. Včasih lahko prijete v prostor in zaznate, kako je v tem prostoru. Včasih lahko se mislite z nekom, ali pa veste, ko imate nekoga zraven, ko čutite, kdo so. To je pa ta spiritualni, duhovni del. Tako težko govorimo o tem duhovnem, spiritualnem delu, ampak to je ta energetsko polje, ki je pomembno, da znamo vzdrževati naše aure. To je naših 7 čakr, poskrbeti za našo pretočnost, za našo meditacijo, da smo malce brez misli. To meni, da res, in to je ta notranji nemir. Sem predolga že, če ne vem, 20 minut. To pomeni, in na tem delu sem zraven tudi povabila eno izmed mojih ljubih sobogin, s katero že skupaj eno leto rastema, to je Maja Smole, ki jo bom predstavila naslednji teden, ko pridem z retreata, predstavim njo in Gajo, kjer je ona, pa je bom kar prebrala, da mogoče sem nekaj zmotila. Maja je certificirana učiteljica Feldenkrais metode in sicer to je ozaveščanje skozi gib, ampak kaj je najbolj pomembno, da je ona združila to metodo in ples. To pomeni, da vrne dejansko, ženska spozna svoje telo, žensko naravo in prav veselim se, Maje, da vam to
da ne da vam pokaže, da začutite to, kako to počne, s srcem, dušo. A veste, to je to, ko začnemo rasti skupaj. In prvega dneva, ko sva se spoznali, je bilo tako, takrat je še prvo rekla, kaj dela tam z mano, zdaj pa je to drugače, zdaj pa znamo začutiti, znamo spoznati občutke in tako naprej. Ok, tako da Maja vam bo tudi to pokazala, kako iti iz tistega notranjega nemira v svoj mir, v svoj občutek in ga začutiti. Ok, kdo se mi bo še pridružil zraven? Danja ste spoznale, Danja ste že videli, smo posneli en video, Dani bo prisoten na 2 delih obreda, to pomeni prvi dan, kjer boste dietirale. Ko govorimo o dietiranju, govorimo o tem, da note zdaj čistim dieti, vi boste jedle zelo dobro, zdravo prehrano, ampak dietirale boste čaj, kar pomeni, da se boste povezovali z zdravilnimi pesmimi in skozi te spirite znale začutiti, spoznati sebe. Ok, gremo naprej, ker če nam predolga. No in ta moj trinity, moja krasna Gaja, Alan in Luka so pa tako glavni center obreda ljubezni, ker res se povežemo. Gaja s petjem povabi najvišje spirite. To pomeni, da res lahko začutite, oni živijo to že 25 let, to pomeni, resno so noter v sebi. Vsak ikaro, vsako zdravilno pesem, katero poje, jo dietira. To pomeni, jo dietira tako, da se poveže z rastlino, jo začuti in to rastlino spusti skozi vas. Tako da, krasno bo. 5 dni, vsak dan se dela na tem, da ve pridete domov, da si zaupate, da čutite, kdo v resnici ste, ta notranji mir in da začutite svojo srečo. In da spoznate, a veste, ker to je najhuje, ker včasih niti ne vemo, kaj nas ovira na tej poti, da smo lahko to, kdor smo. Ok? Zdaj pa, gremo najprej pogledati, kaj dobite v teh 5 dnevih, ker to se dosti kje slišim, pa bi rada mogoče predvsem to dotaknila. Jaz rada hodim na spirite, jaz tudi mislim na spirite, na razne retrite in tudi zdaj grem. Evo, prav jutri zjutraj odhajam na retrit, kjer bom vipassani meditaciji, to pomeni sama seboj, nekaj časa in jogo bom izvajala. Jaz rada tam, kamor grem, to pomeni, nisem se odločila, da bom jaz šamanka, pa jaz delala obrede, ampak jaz sem rekla, jaz bom pripeljala ta duhovni svet v poslovni svet in bom poskušala ljudem pokazati, kako so lahko srečni. In pri meni je pomembno, da hodim na retrite in spoznavam, kako lahko začutim, da ko stopim v prostor, da lahko začutim to ljubezen in kaj mi dajo ti predavatelji, učitelji, guruji, kdorkoli pa so. Meni je to izredno pomembno. Meni je pomembno veliko ljudi, meni je pomembno, kaj odnesem, ko stopim domov, da sem drugačna. To mi je res pomembno. No in tudi to povem. Tudi prostor, ga boste videli v soboto, smo posnele z Hermino video, da vidite, kakšen je prostor, kamor gremo. To je sansko. To je povezano z dušo in srcem. No, to pomeni, na to potovanje ne potrebujete ničesar, nič denarja več. Greste s mano z avtobusom od Ljubljane in vrnete se z avtobusom nazaj v Ljubljano. Na tem retritu bomo šle tudi z barko, ker bomo delali obrede. Bomo delali obred morja, obred ognja. To meni, na barki ne bomo delali obred ognja, ampak ogenj bomo delali takrat, ko imamo ceremonialni obred. S kakavom in odpiramo srčno čakro in se povezujemo z ikari. To je vse v živo, to nič ni malo glasbe kar tako. To je petje, povezovanje, čutenje. In vse, kar potrebujete, nič, imate moja Brigita, kolelej, hauš, Brigita moja zlata. Moja draga zlata Brigita je naredila delovni zvezek, več kot 70 strani, kjer imate nekaj, kar boste kar boste imeli za rituale naprej. Ker že prvi dan, ko začnemo z ritualom in ga v 5 dnevih delate, zato da ga potem samo nadaljujete naprej. Tako da, čudovito je naredila, mislim, takole, hauš. Če mi bo želela, mi bo obleke naredila moja draga boginja, ki jo izredno spoštujem,
ki je en del mene tudi, na nek način Ana Bandelj. Čudovite kreacije, vendar kreacije malce bolj lahkotne, ker računam, če bo še lepo vreme, da bomo s temi oblekcami šle noter v morje in res naredile pravo daritev. To meni odpuščale bomo, dajale želje, v morje bomo pošiljale želje in vsekakor tudi odpuščale sem, to bomo delale pa o ognju. Ok, to pomeni vse v kompletu, boste imeli, to meni hrana, za vse je poskrbljeno, čisto vse je poskrbljeno, za celo ekipo, za odličen ambient, odličen resort. Jaz če delam vse na top, pri meni ni nič na pol. Ali je na top, ali pa ni. Tako da, če bo katera od mojih želela karkoli napisati, bom vesela, da napiše. Evo, Ana mi je tudi napisala srčka, to je to. In za prijateljice, ker vidim, da me dosti kaj, Ana, pa jaz ne bi šla, če ne gre moja prijateljica, pa naj gre moja prijateljica, lepo prosim, ne silite prijateljice v to. Mogoče prijateljica še ni zrela za to. To smo lani imeli na križarki, Ana. Če pa je, bo pa za prijateljice omogočena, tiste, ki boste dve, da boste dobili od mene individualni coaching, ena in druga, to pomeni, to je v vrednosti 300 €. Ampak ne bomo ga imeli prej, ga bomo imeli kasneje, zato ker ga boste kasneje bolj potrebovali. Sem prepričana, zaradi tega, ker boste prišle spremenjene. Ok, zdaj pa še nekaj v redu, kar se tiče financ. To pomeni, da moji so tudi naredili, ker to so pa moje punce imele toliko, Tanja, kaj lahko naredimo, kaj, in so organizirali, to pomeni, ne vem, kdo je, ali je to Ines, ali je katera od mojih z finančne službe, so Summit Leasing, mislim, da je Summit Leasing, čakaj, da vidim, če se mu tako reče, ja, Finance Summit Leasing, kjer boste lahko plačale po obrokih, kakorkoli boste želele. Lej, to vam prepuščam. Najbolj pomembno je, da to začutite, ali želite sebi dati notranji mir. To ni nekaj, da bi kar tako malo šle. To je nekaj, kar boste prišle spremenjene. Drage moje, tisti dan, 20. septembra, ko boste stopile skozi vaša vrata, boste drugačne. Najprej boste drugačne zase, potem za vašo družino, potem za vaše sodelavce. Seveda si pa najbolj želim, da odpeljem podjetnice, tiste podjetnice, ki vodijo ljudi. Zaradi tega, ker če one ne odprejo svojih ran, te rane širijo naprej ali privabljajo prave. Iste take, ki imajo te rane. Čista tema. Pa čirički. Jaz sem hotela možu reči, lučko požgem, ampak vse najboljše, da kar končamo. Mislim, da me bo pa šel pozdraviti. Ok, to je to. In še za konec. A če bodo kakršnakoli vprašanja, sem vam na razpolago, lepo prosim. 16.9. odhod. Do 1.9. bi jaz mogla imeti že vse pogovore opravljene z vsemi kandidatkami. Najhuje mi je to, ker se mi pol zadnji teden vse prijavljate, ali pa pred zadnji teden. In pol je treba hiteti. Vi rabite dobiti od mene afirmacije, se vas moram pripraviti na obred. To ni kar tako, da boste kar tek z mano šle. Tisti, ki pravijo, ko grejo z mano, stanjo se dela. Stanjo ni kar tako, da se ne dela. Stanjo se dela zato, da postanete drugačne. Da ste drugačne. In še mogoče za konec, ki se mi zdi pa ena izmed najbolj pomembnih. Marsikdo reče, da gospodarstveniki niso povezani s spiritualnostjo, ali pa da, na primer, podjetniki nimajo del spiritualnosti. Ali pa rečejo, ta je duhovn, ampak on potem dela sam, on je v svojemu svetu, v naravi. Lepo prosim, da se zavedate, da največji guruji, najbolj uspešni poslovneži, gospodarstveni, kakorkoli jih vidite, Bill Gates, potem Elon Musk, katerekoli pač poznate, jaz sem si še zelo nekaj napisala, kateri so Richard Branson. In Richard Branson je meni tako, eden izmed meni ljubih, Steve Jobs, ki tudi veste za njega. To so ljudje, ki so meditirali, ki so živeli spiritualno. In največji guruji, danes največji guruji, delajo v vseh teh podjetjih. Tony Robbins, veste, da sodeluje v ne vem kolikih podjetjih, da vsak izmed najboljših teh podjetnikov ga je poklical, da pomaga in spreminja njihove ljudi. Seveda ne more jih on spreminjati, on jih samo odpre lahko. Potem
Največji guruji tudi niso skromni. Največji guruji imajo najlepše hiše, najlepša področja, delajo na najlepših mestih in tako naprej. Prosim vas, ne povezujte spiritualnosti s denarjem. Je pa res nekaj drugega. Ko imaš denar, ko sem začela s tem, me je to samo podprlo, da nisem rabila razmišljati o tem, a si lahko to privoščim ali ne, ampak sem se spustila. Ampak moje poslanstvo je, resnično je moje poslanstvo. To mi je, ne vem, kaj naj rečem, univerzum poslal, da me je opolnomočil in da je rekel, da to rabi ta naš poslovni svet. Naš poslovni svet potrebuje malce več srca in malo manj uma. Da smo vsi tako inteligentni, da zdaj bi bil pa čas, da znamo poslušati sebe. Tako da, drage moje, lepo prosim, jaz grem zdaj na spiritualni teden. To pomeni na retreat, spet ponovno delati vase. Saj veste, kaj pravim. Človek, ki dela z ljudmi, vse tiste blokade, katere jaz razrešim, jih vi ne dobite. Vse tiste blokade, ki jih oseba ima, ki dela z vami, jih prenese na vas. To pomeni, iste blokade prenese. Če je osebo strah, če je takšna, joj, pa kaj to, pa gor dol, to isto na vas prenese. Če dvomi vase, prenese to na vas. In vse ti vzorce, ker vedno tisti, ki je organizator, tisti mora biti največji steber. In jaz glede na to, da delam retreat in takoj za retreatom akademijo, in se mislite, da bom danes še kaj malo o akademiji povedala, pa bom raje drugič o akademiji, ker akademija je pa, jaz mislim, da bi bilo najboljše, da bi naše punce povedale, ne? Akademija je nekaj, kar ti daje res korenine in stabilnost in tako naprej, da vidite, kakšne so to spremembe. Se ne vem, kdaj bi bilo najboljše, da to posnamemo, ker one bi bile boljše, da govorijo, kot pa jaz. Resnično. Je pa res, da z mano ni enostavno. Da je potrebno delati, zavihati rokave, se soočiti in skupina vedno največ naredi. Zavedajte se, sama sem sprobala različne sisteme, individualne in timske. 10-krat več sem naredila na timskih. Zakaj? Ker ko si ti individualno, trener dela samo s teboj. Coach dela samo s teboj. Ko pa ti vidiš vzorce, pa buhtijo ven. Ta ti ni všeč, tam te boli, ono te začne, pa reče, oh my god, a vse to še imam za oddelati. To pomeni, timi delajo največje premike. Evo, dragi moji, toliko za enkrat. Upam, da sem vam dala, evo, tudi Valerija. Evo, to so tudi ene take, ki potem izčutim to njihovo hvaležnost. Eno zadevo, ki pa mi je Valerija zdaj spodbudila, ki pa čutim, da nam pa manjka Slovencem, in to je v teh negativnih občutkih, nam manjka hvaležnosti. In skozi obrede, drage moje, se boste naučili takšne hvaležnosti, da mi boste tako, enkrat na mesec mi boste napisali hvala, ker boste začutili, ko vas bo obdal ta spirit, ta cel duh, ko bo prišel noter v vas, ko boste začutili, kaj je to, ko z vašo hvaležnostjo nekaj počnete in delate. In ko se zavedate tega, zato pravim, sigurno 20. septembra boste skozi vrata prišle na tak način, drugačne, verjele vase, kdo ste, in z lahkoto boste rekli afirmacijo. Sprejemam se točno takšno, kot sem, in vem, da si zaslužim vse, kar je najboljše dobro, kar je v moje in v najvišje dobro. Evo, toliko, zdaj pa res mislim, da je dovolj, da sem vse povedala. Aha, še to. Pa vse tiste, ki se prijavite na obred, vedite, da od mojega prvega telefonskega klica že greste v proces. Zakaj? Čas je, da spremenimo vaša prepričanja. Tista prepričanja, nisem dovolj dobra, si ne zaslužim, a lahko to povem, strah me je, kaj bodo drugi rekli. Oh my god, drage moje. Vse to sem oddelala in delala. Še vedno se mi kak tak cep pojavi, tako malo skoči ven, ampak ga kar hiter vrnem nazaj notri. Takoj z afirmacijami se sproži proces vaših prepričanj in ta hudiček prije ven in reče, kdo pa si ti, da misliš delati spremembo. Ampak naš angelček ga bo lepo premamal in mu povedal, jaz sem ta pa ta, se sprejemam in vem, da sem spremembe vredna. Drage moje, imam vas neskončno rada, uživajte, vmes se bom javila, če se bom lahko,
ampak srčno upam, da sem vam podala informacije, da se mi boste prijavile in da bomo samo 22 jih lahko gre. Nekaj jih je že prijavljenih, Ana. Zdaj pa, drage moje, dajte mi pokazati, katere si resnično želite postati spremembe vredne.